Dober večer in dobrodošli znova v naši družbi. Današnjo oddajo začenjamo v prav posebnem prostoru. Špela je bila na obisku pri kulturno-umetniškem društvu Baron, kjer se je pogovarjala s predsednikom Janezom Golcem. Ta že nekaj časa domuje v gradu Muretinci, kjer korak za korakom obnavljajo sobo v njegovi notranjosti in vsako posebej napolnijo z bogato zgodovinsko vsebino in kulturno dediščino. V tem pustnem obdobju je v teh prostorih zaživela tudi Prinčeva soba. Grad v Muretincih se danes baha v temle krasnem sončnem dnevu, v njegovi notranjosti pa poteka otvoritev Prinčeve sobe. Veselje mi je, da sem uspel narediti to Prinčevo sobo, da lahko dejansko celi grad oživljamo. Kaj bom pa rekel na to sobo? Soba bo dobila dušo, ko bojo vsi princi tu, ko bomo modrovali v tej sobi in pa seveda, ko bomo imeli kakšno zabavo v tej sobi. Malce več me zanima o tvojem princu, torej o zgodovinskem karakterju princa kot takega in zakaj ravno grad Muretinci? Ja, baron Jakob Brojner Markovski, pomeni prihajam iz občine Markovci, to je 200 metrov niže od tega gradu. V Markovci gradu nimamo. Ta grad je pa križniški grad, dejansko iz Velike nedelje, križniki so lastniki in križniki so iskali zgodbo za grad, mi pa prostore. In našli smo z gospodom Jankom Štamparjem iz Velike nedelje, smo našli skupni jezik in dobili grad v, zdaj bom rekel, brezplačni najem. Če je to brezplačni, kosimo, urejamo, čistimo, je kar precej dela, tako da ni čist brezplačni, ne? Ampak smo uredili 8 sob do sedaj. V tem gradu delamo otroške delavnice, pomeni imamo delavnice za osnovne šole. Do sedaj smo že gostili 7000 otrok. Ta številka priča, da je grad svojo vsebino zanimiv. Zanimiva pa je tudi soba mojstra Janeza. Ta soba je namenjena zgodovini slovenskega tiskarstva. Kajti Slovenci smo poznani po tem, da smo imeli že leta 1550 prvo slovensko knjigo, ki pa žal ni bila natisnjena v naših krajih, ampak v Nemčiji. Kaj želite ob tej priložnosti Janezu Golcu, 12. princu, ki je tukaj otvoril tole Prinčevo sobo? Vemo, da ima rad tale srednjeveški čas, da ga neguje. Kaj bi mu zaželeli ob tem trenutku? Zaželel bi mu praktično to, ker bom rekel, da je naš stvarnik naredil 3 gromozanske napake. Prva napaka je ta, da je dal novce tistim, ki nimajo pameti. Pamet je pa dal tistim, ki nimajo novcev. Potem je pa še fušarijo pogruntal in smo danes tle, kot smo. Pouk iz tega je ta, da bi mu zaželil vsaj kakšne sponzorje, kakšne donatorje, da bi pač tiste želje, katere ima, jih izpolnil in jih naredil. Jaz mu z mojimi močmi pomagam, kolikor mu lahko in vesel sem, da me velikokrat posluša in se mi tudi praktično prijazno zahvali za vse tiste nasvete, za vse tiste stvari, katere pač sva naredila skupaj in ponosen sem. Na delo princa Janeza Golca in Prinčevo sobo je ponosen tudi tako imenovani ata princev. Izjemno presenečen, moram reči pozitivno. Seveda, kaj je uspel naš 8. princ, baron Janez Golc, narediti iz tega celega nadstropja, pravzaprav Muretinskega gradu, ki je propadal. Povedal mi je prej, par tisoč otrok je že imel, ko pride si to tudi ogledati, sedaj tudi Prinčeva soba, ki pa ima zame seveda še poseben pomen. 20 let je, kar smo inaugurirali prvega princa karnevala, naslednjo leto ob 60. obletnici sopada, tudi 20. obletnica princov karnevala in res vidim v tem eno res dodano vrednost temu angažmaju princa, tudi potem, ko jim mandat poteče. Društvo Baron bo v prostorih gradu Muretinci skrbelo za ohranjanje srednjeveškega načina življenja tudi v prihodnje. Ob tem pa stavijo na pomoč dobrodelnosti članov in prostovoljstvo, ki ima še vedno svojo ceno in moč.